Pozdravljeni in dobrodošli. Celiakija je avtoimuna bolezen, pri kateri telo ob zaužitju glutena napada lastna tkiva, najpogosteje sluznico tankega črevesa. Ocenjuje se, da prizadene približno 1% svetovnega prebivalstva, to pomeni več kot 70 milijonov ljudi. Kako jo prepoznamo, zakaj jo je včasih težko odkriti in zakaj je dosledna brezglutenska prehrana edino učinkovito zdravljenje. Moj gost je izredni profesor dr. Jernej Dolinšek iz UKC Maribor. Dober dan, dobrodošli. Ja, lep dober dan. Hvala za povabilo. Z veseljem. Kaj je celiakija? Ja, celiakija, ja. Nekateri bi rekli huda, doživljenjska ali pa vseživljenjska, kronična bolezen, ki prizadene kar precejšen delež populacije in je označena s tem, da ljudje ne smejo uživati glutena. Po domače pa marsikdo reče, to je tisto, ko glutena ne smeš jesti, ker ti dela težave z prebavili. Lahko bi pa oziroma to definicijo bolezni še bolj zakomplicirala, morda najboljša definicija danes v strokovnem svetu, pa se jo da kar dobro razumeti, je sistemska imunska bolezen, reverzibilna bolezen, ki pri genetsko predisponiranih ljudeh zaradi uživanja glutena povzroča zdravstvene težave. In če to vzamemo, smo povzeli vse, torej ima genetsko osnovo, prizadene vsa tkiva človeškega telesa in jo povzroča gluten. Je to kaj povezano s tem, a je to alergija, a je to intoleranca na gluten ali je nekaj tretjega? Ja, ta besedna igra spet, intoleranca, neprenašanje. Marsikdo marsičesa ali pa marsikoga neprenašanje na njega ali na to intoleranten in bi lahko rekli, da je to en taki širši pojem. Znotraj intoleranca ali pa neprenašanj ali pa neustreznih odgovorov na hrano. Mogoče je to še najboljši izraz, neustrezni odgovori na hrano, pa so alergije, intolerance in pa celiakija, ki je pravzaprav niti ni alergija, niti ni intoleranca, ampak je imunska preobčutljivost. Pri alergijah poznamo mehanizme zelo dobro, IgE posredovanje, imamo alergijsko reakcijo, nekateri imajo spuščaj, nekateri hude alergijske anafilaktične reakcije. Pri intolerancah gre pogosto za encimske motnje, ki v končni posledici povzročajo podobne, pa vendarle manj hude težave, tako vsem znana laktozna intoleranca, to je zelo znano. No, pri celiakiji pa je ena taka malo bolj zapletena preobčutljivost, kjer gluten, ki ga zaužijemo pri nekaterih ljudeh, začne sprožati imunski, nepravilni imunski odziv, vendar ne na gluten, ampak proti lastnim tkivom. Začne napadati črevesne resice oziroma črevesje, to bi bilo še kar precej preprosto. Nerodno je, da zaradi tega nepravilnega imunskega odziva napada tudi druga tkiva. Pa vzamemo tudi srce, možgane, vsa tkiva v človeškem telesu. In je zato malenkost drugačna od drugih preobčutljivosti na živila. Kako lahko starši pri otroku ugotovijo, da gre mogoče pri njem za celiakijo? Kakšni so neki znaki, ki se pojavijo? Morda dajmo še to, ni nujno, da se pojavi pri otroku. Okay. Ampak dajmo zelo, zelo pogosto, in jaz sem pediater, tako da na ta način seveda je najlažje, največkrat se bolezen pojavi v otroštvu. Kmalu po tistem, ko bo en otrok začel uživati gluten, in to je med 4. in 6. mesecem, lahko tudi malo kasneje, ampak v tem zgodnjem otroštvu se lahko pojavijo težave. Ampak še enkrat, lahko se pojavijo tudi kasneje, pri 2., 3., 4. letu ali pa v pozni starosti. Lahko zelo podobne pri klasični obliki bolezni, ki mimogrede ni najpogostejša. Ampak dajmo raje klasično, ker je to najlažje. Klasična oblika se kaže torej pri tem otroku z nekim nenapredovanjem, z odvajanjem večkrat na dan blata, ki je slabše prebavljeno, logično zaradi tega se hranila ne absorbirajo, otrok morda ali hujša ali pa ne napreduje, ne raste, je razdražljiv in pa vidimo en tak zelo napihnjen, lahko zelo napihnjen trebušček. Predvsem ta frekvenca blata, mastnega, neprebavljenega, je tista, ki bo starše kar hitro pripeljala, relativno hitro do zdravnika. Problem je, da se ta klasična oblika opisana v vseh učbenikih in dobro, danes v svetu umetne inteligence, ChatGPT-ja, ljudje hitro najdejo, da ni najpogostejša, da se ta ne pojavlja najpogosteje. Bistveno bolj pogosto se pojavljajo oblike, kjer imamo nespecifične znake, bolečine v trebuhu občasno, celo zaprtje, utrujenost. To so znaki, ki vsi jih mi imamo, to je zelo težko reči, in so nespecifični. Nekateri imajo mogoče težave z lasmi ali pa
seveda je zelo redko, ampak tudi epilepsija se lahko pojavlja, pa kožne spremembe. In torej, če ne pomisliš na prvo žogo, kar je danes nerodno, greš k zdravniku z nekimi težavami, ki jih nihče ne more takoj pripisati celiakiji, se lahko najdeš v nekem začaranem krogu iskanja pomoči. Na celiakijo se ne pomisli se na nekaj drugega, naredijo se testi, ki so negativni, ker tisto drugo ni, v ozadju je celiakija. In dokler se ne potestira na celiakijo, se niti ne diagnosticira. Testi so preprosti, zelo lahki, ampak pomislite treba na to. In mi večkrat rečemo, to je tak kameleon bolezen, da če se nekaj vleče predolgo in ne znamo dati na skupni imenovalec, kaj pa če je celiakija? Ni greh, mogoče pretiravamo, mogoče se prevečkrat testira, ampak fajn je, da se pa bolezen odkrije in zato pri najrazličnejših znakih se splača. O klasični smo govorila, takrat čim prej k zdravniku pa povedati, ne? Ampak tudi pri drugih znakih, če dalj časa trajajo, pa jih ne znamo pojasniti, dajmo pomisliti, ali bi to lahko bilo. Ni nujno res, možno pa je. Pravite, da je diagnosticiranje enostavno. Na kakšen način diagnosticirate celiakijo? Ja, mislim, ni tako enostavno, kot je bilo diagnosticiranje okužbe z SARS, oziroma s koronavirusom, ampak skoraj tako. Na voljo so zelo zanesljivi serološki testi, odvzem krvi je potreben, in če so prisotna ta protitelesa, o kateri sem prej govoril, torej nepravilni imunski odgovor, če so prisotna protitelesa za celiakijo, je diagnoza že skoraj na dlani. Ker pa postavljamo diagnozo za vse življenje, želimo še potrditvene teste. Pri otrocih, pa v zadnjem letu tudi že pri odraslih. Pri odraslih diagnostika vedno malo koraka za pediatrijo. Torej pri otrocih že 14 let, od leta 2012, lahko postavimo diagnozo, če v prvem vzorcu neke krvi, pri otroku, pri katerem smo posumili na celiakijo, najdemo protitelesa in ponovimo preiskavo čez, rečemo, 14 dni, 3 tedne, 1 mesec in dokažemo še ena druga protitelesa, zelo zanesljiva. Če so torej 2-krat ti testi pozitivni, ne more biti nič na svetu drugega kot celiakija. Torej zelo neinvazivno, odvzem krvi. Razumem. Če vse ni čisto po by the book, potem se lahko naredi še vedno biopsija sluznice tankega črevesa, kar se je vedno imalo. Sluznica tankega črevesa je bila tradicionalno, bolezen se je nekoč imenovala glutenska enteropatija, torej glutenska okvara črevesja, zato smo vedno imeli vzorce sluznice. Tam, če se pa to odzame, in pri odraslih je do lanskega leta to veljalo, da je potrebno, se pa dokažejo okvare resic, črevesnih resic, pokaže se še vnetje, pa še neke druge specifične spremembe, ampak zelo pomembna okvara črevesja je bila tista, ki je bila do pred nedavnim, torej obvezna, danes pa je to relativno preprosto. Je pa res, da s tem postavimo diagnozo za vse življenje in nekateri morda še vedno malenkost dvomijo, ampak dokazano je, da so ti testi tako zelo zanesljivi. Cena pa pustimo, ker v slovenskem zdravstvenem sistemu tako ni pomenilo, je nizka. Govorimo o rangu par 10 evrov. Razumem. Imajo odrasli enake znake kot otroci pri ugotavljanju, ko ugotavljate celiakijo? Ja, načeloma je pri odraslih malenkost pogostejša oblika neklasična. Torej z nespecifičnimi bolečinami, utrujenostjo, slabokrvnostjo, ker se pač železo ne absorbira, si slabokrvn, zato si utrujen in tako naprej. Tako da večkrat tam najdemo manj tipične ali pa klasične znake, ampak še vedno jasno tudi absolutno te odvajanje pogostejše, napihnjenost, neprenašanje. Mimogrede ne prenašajo tudi laktoze, zato ker resic ni, in če resic ni, ne prenašaš laktoze in so ti gastrointestinalni znaki seveda prisotni. Ampak pri starejših tudi nekateri imajo, lomljive nohte, lomljive lase. Seveda je pri lomljivih laseh bi jaz tudi pomislil na kaj drugega. Ampak še enkrat, če že ne, pa zakaj pa ne za celiakijo narediti testo. Koliko ljudi v Sloveniji, kakšen odstotek ljudi pa ima celiakijo? Ja, za Slovenijo nimamo natančnih podatkov. Nikjer nikoli ni bila narejena velika presečna študija, kjer bi, naprimer, zdaj imamo presejalne programe za novorojenčke, pa presejamo. Za celiakijo se ne da presejati, ker se bo razvila pri genetsko predisponiranih, pa vendarle ne pri vseh. To je ena taka past celiakije. Tudi če imaš gene, še ni nujno, da boš zbolel. Če pa jih nimaš, pa ne boš.
kar je super, samo ne moremo napovedati, da se bo razvila bolezen. In ker te presejalne študije, neke konkretne, ni bilo narejeno, ne moremo reči. V manjših skupinah pa se vendarle so se delale preiskave, raziskave. Do 1%, lahko še malenkost več ljudi bi naj imelo celiakijo. Lahko pa potegnemo paralele, naprimer z našimi bližnjimi državami. Ne? Mi smo ena mešanca genov, jaz mislim, na slovenskem prostoru smo se pa res mešali. V Trstu so delali večje raziskave pri srednješolskih otrocih in ugotavljali, da je več kot 1% otrok ima celiakijo. Nerodnost tega pa je, da tiste, ki jih mi ugotovimo zaradi težav, pa tiste, ki se ugotovijo zaradi, rečemo, presejanja, pri njih odkrivamo protitelesa, da je diskrepanca. Nekateri ljudje imajo namreč asimptomatsko obliko bolezni. Torej, bolezen brez težav ali pa mogoče s tako malo težavami, da ne gre k zdravniku. Ne vem, vi, jaz, marsikdo ima težave prebavne kdaj pa kdaj in reče, to je nekaj, kar sem jaz pojedel. Zakaj bi zaradi tega šel k zdravniku? Ne zaradi tega, ker so čakalne dobe dolge, ampak sam pri sebi misliš, se pa mi nič takega ni. In ker ne greš, se navadi z nečim živeti in ne hodiš. Razmerje po nekaterih podatkih bi lahko bilo 7 neodkritih proti 1 odkritemu, celo do 10 proti 1 neodkritemu. To pa je kar veliki razpon. Pa še mogoče pri tem, če smo zdaj že pri nekih številkah v statistikih, zamude od začetka simptomov pa do postavitve diagnoze so lahko tudi zelo dolge, zato ker se ne pomisli na njo, ker ravno zaradi nespecifičnih znakov. Do 10 let pri odraslih. Torej 10 let imaš neke težave, pa če se nič ni, pa jaz ne bi šel zdravniku, ker temu igra pogosto. Tudi saj del razloga je, da nočemo iti k zdravniku po diagnozo, ker se bojimo diagnoze. Če nam bojo kaj našli, nas bojo dali na dieto. Dolgo traja, ampak nerodno je, da je zelo dosti bolnikov neodkritih, verjetno pa 1%. Mislim, to je 20,000 Slovenije, to ni mala številka. To ni mala številka. Pa je nevarno, če ima nekdo celiakijo brez očitnih znakov in da potem kar naprej uživa gluten, kaj se lahko zgodi? Zdaj, če ne bi imelo to nekih posledic, bi bilo nepomembno. Torej, če čakam do simptomov in potem bom že našel diagnozo in se potem pozdravim, je super. Ampak pomembno je tisto, kar je v definiciji, ko smo prej, včasih so definicije dobre, smo rekli reverzibilna, torej, da lahko povrnemo stanje v prvotno, če preidemo na ustrezno zdravljenje, verjetno bomo o tem še kasneje. Reverzibilnost je izredno pomembna. Začetnih faz, medtem ko če pa imunski sistem tli v telesu, ta protitelesa krožijo in okvarijo nekatera tkiva, pa zajma za primer, da pride do kalcinacije v možganih ali pa do miokarditisa in se tam potem tkiva, ki se ne znajo regenerirati, uničijo, tam pa ni več reverzibilnosti. Zaplet pa mogoče osteoporoza, ki je tipičen, kar dober zaplet pri celiakiji, kar pogost, če je neprepoznana. Ne absorbira se kalcij, ne absorbira se vitamin D, ker je v maščobah topen in zaradi tega pa kroničnega vnetja imamo nalaganje v kosti slabo. Če pride zaradi osteoporoze do zloma kolka, prej si lahko skoraj asimptomatski, pa z blagimi simptomi, zdaj pa imaš zlomljen kolk, lahko greš na dieto, samo jaz bi predlagal ortopeda, da zamenjajo kolk. Tako da v zgodnjih fazah ni problema, čim bolj dolgo zamujamo, tudi pri tistih, ki imajo blage simptome ali pa skoraj nič, se lahko pokaže s hudim zapletom. Zdaj ne bi strašil z malignimi boleznimi, ki so možne, zelo redke, ampak te preproste, osteoporozo sem prej omenil, ali pa bolezni ščitnice, pa rečemo neplodnost, to pa je nerodno, ker smo nekaj spregledali. Zdaj, ko rečemo spregledali, tako zveni, kot da smo v zdravstvu spregledali, vsi skupaj. Bolnik ni šel, zdravstvo je mogoče spregledalo, čas pa teče in nalaga ta neugoden avtoimuni odgovor. Zakaj je pomembno, da tiste, pri katerih sumite, da gre za celiakijo, da v tem obdobju še vedno jedo gluten? To je pa zelo pomembno. Danes je moderno biti na brezglutenski dieti. Tak pač je. In verjetno se je o tem dosti pisalo. Ne morem reči, da je to dobro ali slabo. Jaz bi rekel vseeno, da je dobro. Da se ozavešča, da je neka populacija ljudi, ki tega ne sme. Zdaj, če je to modna muha, pač če nekdo misli, da mu to koristi, super. Če je samo neko, kako bi človek rekel, res čista modna muha, potem je res malo nerodno. Ampak
edina bojazen tega ali pa malenkost pas tega je prehitrega odhoda na dieto brez glutena. Torej, še pred mi postavimo diagnozo je, da se stanje lahko izboljša. Torej, da mi v krvi ne bomo več našli protiteles. In samo zdravljenje v tem primeru nam onemogoča postavitev pravilne diagnoze in potem zdaj, protitelesa so nizka, ne vemo zdaj, ali je to posledica, ker nekdo nima celiakije ali ker je zdaj na dieti. Zdaj pa kaj naj, postavljamo pa diagnoze za vse življenje pri celiakiji, druge je preprosto. Tako da res apeliramo, če imajo ljudje težave, ne hoditi, tudi hitri testi so na voljo, ne iti po hitri test pa se testirati. Ali pa če že, marsikdo to naredi, danes pač še enkrat sem nazaj pri umetni inteligenci, ki ti bo povedala v lekarni za vogalom 30 metrov obrnite levo, ki ti bo povedala, tam kupite ta test, ti boš ga kupil in zdaj bo pozitiven, pa bo mogoče lažno pozitiven, pa boš šli na dieto, v ozadju bo pa neka druga bolezen. Ja, človek bo na dieti, misleč, da se zdravi, tista druga bolezen, ki pa je realen vzrok za težave, bo pa klela še naprej in potem izbruhnila. Jaz mislim, da navkljub temu, kar govorimo, ampak to je za predvolilni čas, kak so čakalne dobe in tak dalje. Če imaš težave, čim prej do zdravnika. Jaz mislim, da se hitro najde pot. O testih smo govorila, preprosti so, ni to, da boš čakal na operativni poseg, naj se naredijo testi, samo ne iti na dieto, ker potem bo nam postaviti diagnoze bistveno lažja. Gre pa še enkrat, ko enkrat diagnozo postavimo za vse življenjsko dieto, ki je drastična, jaz ne vem, marsikdo od nas vsakodnevno je skoraj že odvisen od pšeničnih izdelkov ali pa od žit. Za celo življenje fajn je, da se postavi zelo natančna diagnoza. Gotovo. Zdravljenje potem je resnično brezglutenska dieta do konca dni. Ali se lahko bolnik prekrši in kaj se zgodi, če se prekrši? Ja, zdaj smo prišli do zdravljenja in smo ga že nagrizla. Zdravljenje kot velja in vsa priporočila govorijo, da je najboljši recept za zdravljenje celiakije dieta brez glutena. Današnji svet je tako poln glutena, da popolnoma čisto nič je morda težko zagotoviti. Študije so pokazale, da je 10 mg že preveč, oziroma da je 10 mg še varno, 50 mg je pa preveč. Zdaj pa, kaj pa je to? 10 mg nihče od nas ne ve. Kaj pa, če je mogoče v kilogramu kruha 10 mg? Če bi rezino kruha razrezali na 400 koščkov, bi v enem koščku bilo 10 mg. Tako da rezino kruha, zelo malo je tisto, kar je nerodno, kar je preveč. In če je preveč, bo ta imunski sistem tlel v človeku. Zdaj, jaz večkrat rečem mojim pacientom, če pridejo k nam, da sej on ne bo čutil ničesar morda, ampak če bi se vsak dan ščipnil nekje v kožo, pa se tako ščipa vsak dan, jaz verjamem, da po nekaj dneh bo tukaj rdečina, potem bo prišlo do vnetja, potem bo nastala krasta, ampak čez 2 leti, 3 leta bo pa tu ena taka silna cvetača zrasla. Verjetno. Jaz si tega ne bi delal. In enako se dogaja tam. Če mi še ne verjamejo, poskušam tudi, da verjetno tudi majhen listič zelene mušnice verjetno nikomor od nas ne bo škodil. Majhen listič. Ampak pri ljubem Bogu ne poznam nekoga, ki bi zjutraj za zajtrk si pogledal pa en listič zelene mušnice tak na krožnik dal pa rekel, saj mi ne bo škodilo. Res ne bo zdaj, res ne bo jutri. Pri celiakiji pa vemo, da imunski sistem bo nadaljeval svojo pot in bo ves čas tlel. In če nekaj tli ves čas, je samo vprašanje, kdaj bo izbruhnilo na en zelo neugoden način. Zato res svetujemo, če se le da. Vemo, da mladostniki eksperimentirajo z marsičem, vemo, da tudi mi odrasli, če je omejitev 50 na uro, razen če je radar, imamo neke težave in delamo malo po svoje, pustimo alkohol, cigarete in vse ostale neumnosti, ki jih počnemo. Tako da vemo, da se morda ne da, ampak apeliramo pa res, če se le da, naj bo nič, ker je to edina deviza. Vse ostalo je pač življenje, en moj prijatelj vedno reče, risky business. Tveganja so, ampak na nas je, da pač povemo, kakšni so možni zapleti, vsak se pa potem odloča. Lindsey Vonn je tudi šla v smuk, vedoč, kaj se lahko zgodi, z polno zavestjo. Škoda, kar se je zgodilo in škoda je za vsakega, če zboli z hudim zapletom, takšnim, ki ga pa z dieto pol več ne more zdraviti. Takrat je včasih malo pozno. Res je, ja. Ali
gre včasih cela družina potem na to dieto, da lažje vzdržujejo ta prehranski režim, ali je to nekaj, kar vi ne bi svetovali družini? Jaz mislim, da ni nič narobe, če gre cela družina na takšno dieto. Nihče zaradi brezglutenske diete ne bo utrpel silne škode. Če je uravnotežena prehrana, je vse super. Je pa res, da je draga, zapleteno jo izvajati in verjetno ni potrebna. Bistveno lažje je jesti glutenske izdelke. Pač tak je, ne, v tem trenutku. Študija, ki smo jo pa enkrat delali, je pa res nerodna. Ne. Če smo ugotovili, da ima v družini celiakijo oče, potem je bolj ali manj cela družina na dieti brez glutena. Če ima mama, je mama na dieti brez glutena, ostali družinski člani pa ne. Ampak to je že sociološki problem, ne? Oziroma ne vem, če je problem, ampak situacija, kakršna pač je. Jaz mislim, da je lažje, če že vemo, da mora otrok ali pa kdorkoli od družinskih članov, ker lahko zbudi tudi odrasla oseba, če že nekdo v družini mora jesti brez glutena, potem je verjetno v nedeljo namesto tega, da bi jedli kruhovo pogačo, bo imeli pač kot predlogo krompir ali pa riž, ne? Ker je lažje narediti, medtem ko, ne vem, ni pa težko, če si dobro organiziraš kuhinjo, da pač ta družinski član uživa brezglutenske izdelke, vsi ostali pa pač glutenske. Vsak bo sam našel svojo pot. Danes, ko malenkost preveč hektiki norimo, ne, je to kar zelo težko in verjetno je res, dajmo vsi brez glutena jesti in bomo eno pašto skuhali in bo ta pašta brezglutenska in kvaliteta brezglutenske hrane je tako dobra dan današnji in dostopnost zelo velika, razen cenovno, pustimo zdaj cenovno, je zelo neugodno, da marsikdo na tak način potem začne uživati. Nas malo, brezglutensko dieto, nas malo to spravlja v neugodno situacijo, če ima bratec celiakijo, vsi so na dieti brez glutena, mi vedno predlagamo, zaradi tega, ker je v družinah zelo pogosta, 10% družinskih članov nekega bolnika s celiakijo se odkrije, da ima celiakijo. In zdaj mi imamo torej tega bratca in zdaj bi radi testirali sestrico, ampak če so vsi šli na dieto brez glutena, je pa tisto, kar smo prej govorila, ima malo težav. Zato mi rečemo, ja, v redu, samo če pa boste že prišli in ko boste prišli na teste, ker mi rečemo, da morajo priti družinski člani na teste, dajte takrat pred tem vsi ostali pa jesti gluten. Dovolj dolgo, par tednov, prej smo pa rekla, ena rezina kruha ima 400-krat preveč, torej vsaj eni 2 rezini kruha, 4 do 8 gramov glutena bo čisto vredno. Zdaj so tudi šole verjetno se tako prilagojene, da imajo otroci s celiakijo tam varno prehrano dobijo, torej prehrano brez glutena. Ja, vrtci in šole, jaz mislim, da so. V Sloveniji imamo to zelo vrhunsko urejeno, že tako, da imamo obroke, da imajo otroci pravico do toplega obroka. In z številom bolnikov, jaz sem že 30 let praktično v medicini oziroma delam na pediatriji in vem, da na začetku je bilo treba in tihotapiti, švercati, tako kot smo rekli, lepo, po domače, brezglutenske izdelke iz tujine, da absolutno ni bilo dostopno, ni bilo možnosti, kje si bo kdo zmišljal, da bo brez glutena jedli v šoli, so pa starši dali zraven. Zdaj je to zelo dobro. Ne pa nujno vse povsod. Zato je treba biti pozoren, če imaš celiakijo, se gre v šolo, se pogovori. V svetu, ko misli, reče, imam pravice, mogoče je boljše pogovor, naš otrok ima celiakijo, če bi bilo prišlo do vnosa glutena, mu bo to škodilo za njegovo zdravje, če se le da, vljudno prosimo in tak naprej. Pogovor je vedno boljši, ko pač moram, tak pač je. In potem vsake toliko pač se gre, se malo pogovori, ker je to za otroka tako zelo, zelo pomembno. Ker v neki fazi bi lahko v kakšni šoli tudi rekli, se ne moremo zagotoviti, zato ker je tako malo že nevarno in kaj, če se kaj zgodi, ampak boljše je, da otrok dobiva to, kar je in načeloma dobivajo. Če pa bi starši zaslutili, da je kaj narobe, pa naj se gre pogovoriti in ugotoviti, zakaj bi lahko bilo kaj narobe. Na koncu se večkrat ugotovi, da mogoče mislimo, da je narobe v šoli ali vrtcu, otrok pa je šel s prijatelji na pico. Mislim, seveda bo šel. Predvsem, če nima takojšnjih težav in pri celiakiji, to je, to, kar smo prej rekla. Težave ni nujno, da se zgodijo zdaj, čez nekaj časa. Idealno bi bilo, če poješ zrno glutena, da te odpelje na stranišče. Takoj bi vsak vedel, da se je zmotil. Nerodno je pri otroku, zaužije malo količino, nič mu ni,
kaj za njega je feedback, ne, takojšnji, vse je malo pa lahko, ne. Ja. Še mama ne bo pogruntala, potem pa preden pride na kontrolo v našo ambulanto, tednov prej gre na strogo dieto, naši izvidi so super, mi mu čestitamo, on pa sam sebi čestita, ko stopi skozi vrata, yes. Ne. Ja, seveda. Tako da, To so mladi. Ja. to je življenje, ne, in to moramo vedeti. Ja. Ne. To je, ampak jaz mislim, zelo dobro Slovenije ozaveščenost, zelo, zelo visoka. Med marsikaterimi državami po svetu, jaz mislim, da smo zelo, zelo dobri na tem področju. Gotovo. Imate tudi med odraslimi pacienti kakšnega, ki se ne drži diete? Mislim, jaz sem pediater, ne, Ja, ja, odraslih razumem, ne srečujem, ja. ampak skozi društvo za celiakijo, pa skozi srečevanja z bolniki s celiakijo vidiš, da vse meni pa to ne škodi. To je škoda, ne, nerodno. Mogoče, to debatiramo kar tak, ne, na rečimo, strokovnih, visokih nivojih, so tudi celiakaši, bolniki s celiakijo porazdeljeni. Nekateri odreagirajo na minimalno količino kot spekter. Ne? Zdaj Ja, to ja. tako trapasto mogoče reči spekter, ampak ja. Ne? Nekateri na minimalne količine, nekateri pa lahko tolerirajo več glutena skozi čas. Ne? Tako da je zelo težko točno reči, koliko bo komu škodilo. Tiste študije, o katerih sem govoril, so pač bile narejene in so relevantne. Ampak nekdo bo z zamikom Razumem. odreagiral. Nerodno sporočilo tega je, če bo to sporočilo prenesel naprej, se veš, se jaz pa lahko malo. In bo tudi drugim povedal, tudi drugi bojo morda, se malo pa lahko. To ni dobro, ne. Zato so forumi včasih rahlo neugodni. Ampak spet, vrnemo se k temu, ne, življenje je pač zapleteno, ni vse enoznačno. Ne. Vse to nam je prineslo moderno življenje. Ja. Omenili ste društva, ta gotovo opravljajo zelo pomembno nalogo. Verjetno je najbolj pomembno na začetku, ko človek dobi diagnozo, da lahko govori z nekom, ki jo ima, da vidi, da lahko normalno živi. Tudi verjetno vi sodelujete z njimi aktivno. Ja, mislim, Slovensko društvo za celiakijo in podobna društva po svetu, ne, ki je slovensko bilo ustanovljeno že desetletja nazaj, ne, v času, ko je bilo treba brezglutenske izdelke švercati, ne, in je bilo prav iz nuje, ne, da se ljudje združijo, da si pomagajo en drugemu pri pripravi teh izdelkov, kar je bilo včasih zahtevno. Ta društva igrajo pomembno vlogo. Saj veste, kak je pri zdravniku, ne? Dober dan, roka, to bomo naredili, kratek pregled, ne? Malo neugodno, pozabim vprašati, vrata so zaprta in jaz sem zunaj. In zdaj široke oči in gledaš, kaj pa zdaj, kdo mi bo kaj povedal. Danes bo verjetno ta internet in te spletna orodja bodo zelo dobro pomagala, ampak najboljše pa je se združiti, se povezati z ljudmi, ki so to izkušnjo že imeli, gotovo. dali skozi, znajo speči idealne krofe brez glutenske zapusta ali pa ne vem, kruh takšen, ne, če bi ga jaz pekel, bi verjetno bil dober samo za zabijanje žebljev, ampak te gospe pa znajo v nulo, ne, ker imajo že izkušnje in se povežejo. Ampak tudi za druge stvari, za pasti, da vidiš, da nisi sam, izredno pomembno, ne? Da vidiš, da nisi sam, da so vsi ostali, ki imajo celiakijo, popolnoma normalni ljudje, živijo normalno življenje, grejo na dopuste, uživajo zdravo življenje in ko to vidiš, ne, se bistveno lažje sprostiš v okvirih, ki jih pač ti je življenje dalo, in pri celiakiji je pač okvir brezglutenski. To je edina razlika, drugače pa lahko živijo popolnoma normalno. Samo ta okvir, in če se ga zavedaš in društvo ti ga da, ne, društva, je to najboljše. Ne. So pa tudi nekatere druge bolezni, ki se pojavijo zaradi določenih vnetnih žarišč, naprimer endometrioza, pri kateri strokovnjaki svetujejo, da bi bile bolnice nekaj časa na dieti brez glutena, da bi bilo manj teh vnetnih žarišč. In so tudi zato določene skupine žensk, ki glutena ne uživajo zaradi endometrioze. Moram priznati, tukaj pa bi rekel, da imam srečo, da delam v pediatriji, ker tega problema v pediatriji ni, ne? In v literaturi, ki je mogoče včasih kar vse preveč pripišemo glutenu, da bi bil zelo previden. Še enkrat, če gre nekdo na dieto brez glutena, mu ne bo škodilo. Če je dobro uravnotežena in sam jo zna nadzirati, ve, da bo dobil ta osnovna hranila z drugimi živili, ni nobenega problema. Edini problem je, če misli, da si pomaga, v ozadju pa je nekaj drugega, ne, potem pa dajmo se zmeniti pri zdravniku in če je to okej, pa če so vse ostalo izključili, nič narobe. Ne bi pa pretiraval, gluten je čisto v redu za 99% ljudi, je super stvar, mi vsi
pač jaz na srečo lahko, ne, ampak mi si lahko in do zdaj, ne, torej milijone let, odkar smo splezali z drevesa ali pa padli, jaz ne vem več, kaj se je zgodilo, ne, in odkar smo mi za Karpato ali odkoda že prišli sem v Slovenijo, lahko jemo pšenico, žita, bilo je tega včasih manj, zato ker pač je težko kultivirati, ampak zdaj pa znamo in omogoča nam eno zelo kvalitetno življenje. Tako da ne bi ga dal na črno listo, če pa nekdo vidi, da ima probleme, bolniki tako ali tako, ampak če nekdo vidi, pa misli, poskusiti. Ni greh, samo ne spregledati nečesa drugega, takrat je pa, tisto pa je past. Kaj kažejo raziskave zdravljenja celiakije? Do česa bodo prišla farmacevtska podjetja? Farmacevtska podjetja so inovativna, ne. Če so podkrepljena z kapitalom, super, če so podkrepljena z, rečemo, z nacionalnimi projekti, tudi super. Da bi prišla do zdravljenja bolezni, je bilo marsikdaj res investiranega ogromno denarja. Pri celiakiji ima človek en samo majhen pomislek, ne. Celiakija je kompleksna, zapletena, imunsko pogojena bolezen. Kje bomo prijemali, če bomo imunost spreminjali? In se da. Imunost se da modificirati, marsikaj se da. Ali bo ta imunost potem do te mere okvarjena, da bomo imeli zaplete bolezni hujše, zaplete zdravljenja hujše, kot so zaplete bolezni. Ker pri celiakiji imamo izredno dobro zdravljenje. Je pa zahtevno, brezglutenska dieta. V tem trenutku je kar nekaj študij v igri, nobena ni v fazi, da bi rekli, da bo v kratkem nadomestila brezglutensko dieto. Poskušalo se je na primer z zdravili, ki razgradijo gluten, še preden ga pride do črevesnih resnic. Mislim, nekatere bakterije, nekateri mikroorganizmi proizvajajo encime in ti encimi razgradijo peptide in če bi to istočasno zaužili, to je približno tako kot pajek, ki vbrizga svoje prebavne sokove v žrtev, prebavni sokovi to žrtev razgradijo in potem lahko srkajo. To bi bilo, samo če bi jaz to dal na kruh na mizi, pa bi ta kruh bil razgrajen, verjetno ga bi težko pojedel. Saj, mislim, zmiže mogoče, ne. Tako da, ta opcija je. Verjetno ta opcija obstaja, če gremo na neko potovanje, povemo v neki restavraciji, na križarjenju, kaj jaz vem kje, jaz pa bi moral nujno brez glutena, ker imam celiakijo in potem, ko vidimo na natakarju, da ni zanesljiv, ne, zenice se mu razširijo, malo se preznoji in potem reče, ni problema, to bomo mi vse uredili. Takrat se vprašaš, naročiš na žaru, zelenjavo, pa še vedno ne moreš reči, da ni glih tik pred tem bila, ne vem, rečemo bombetka, ne, kruh na tej isti plošči. Takrat za te mikro količine, prej smo govorili, da so zelo male potrebne, za te majhne količine verjetno takšna tabletka deluje, ne nadomesti pa brezglutenske diete. Potem so bile opcije, da zatesnimo stike med celicami v črevesju in da gluten ne bi prišel skozi njih. Potem, da bi delovali na neke encime, ki so sicer tarča teh avtoprotiteles, da bi modificirali, Bog ne daj, naš genetski sistem, ker bomo na koncu vsi Brad Pitt ali Angelina Jolie, kdo je zdaj že popularen, ne? To tudi nekako nima smisla, ne bi bilo pametno. Potem so z vakcinacijami, da bi se, res bizarno je bilo celo infestirali z glistami kožnimi, ki so prešle v telo, da se je zmanjšala pojavnost. To so delali v Avstraliji. Ne vem na kom, na zdravih prostovoljcih, Bog ne daj, da bi vedel, kdo so ti, ne, boge reveži. Da bi se vakcinirali, da bi se male količine na nanodelce glutena vnašalo in bi razvili toleranco. Vse se je poskušalo, marsikje se malenkost izboljša stanje pri marsikaterem zdravilu, inhibitorji transglutaminaze so zdaj na koncu bili, ampak niti ena študija ni prišla v fazo, da bi jo lahko preizkušali dalj časa na ljudeh, ki imajo celiakijo. Jaz imam še 10 let do upokojitve, vem, da smo se pogovarjali, ko sem prišel v službo, takrat profesor Turkova je rekla, če bomo postavili diagnozo, mogoče bomo pa lahko iz kapljice krvi, ne. In je na tem, ne. Nekaj let je minilo, zdaj je 30 let v službi, ne. Nisem prepričan, da bom videl zdravilo, učinkovito zdravilo za celiakijo v naslednjih 10 letih. Razvoj pa gre in bodo poskušali. In verjetno ljudje, mi, bolniki raznih sort, bi si najbolj želeli, da bi pač bilo lahko, da bi bilo preprosto. Tabletka zjutraj, pa bo. Tako bi radi shujšali s tem, da bi gledali, ne vem, naše smučare, atlete ali kogarkoli s televizorjem, s pilotom v roki in zraven jedli to, kar naj ne bi.
Pa če bi bila tabletka, bi jo vzeli, Madonna, da bi jo. Taki pač smo. Iščemo pot, mogoče malo brez ovinko, najlažjo naravnost navzdol, ne bom rekel na kavč, ker so številni ljudje, ki živijo drugače, ampak to lagodje v človeku ene tabletke bo sililo nas, da tiščimo bolnike, da poskuša in farmacevtska podjetja, ker v končni fazi, če imaš ti 1% populacije, ki vsakodnevno, celo življenje, diagnosticiranje pri starosti 2 let in zdaj bo živel še naslednjih 80, vsak dan eno tabletko in pa to poslovna priložnost za marsikatero farmacevtsko družbo. Res je. Najlepša hvala, vse dobro vam želim, zdravje vašim pacientom in vam. Hvala najlepša, hvala še enkrat za povabilo. Z veseljem. Hvala, ker ste bili z nama, prisluhnili pogovor o bolezni, ki zahteva znanje, razumevanje in doslednost. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Pokrovitelj današnjega podcasta je Eurospin, ki z linijo brezglutenskih izdelkov lastne blagovne znamke Amo Eser Esenca Glutine ponuja širok izbor izdelkov iz surovin, ki so brez glutena in zares polnega okusa.